Prvo lahko ugotovimo, da so vse to masovne nesreče, kar pomeni, da prizadenejo zelo veliko število ljudi in da je sama narava tega dogodka tudi zajema velike površine. Najprej štartamo iz tega kot inženirji, kar pomeni, da recimo moramo modelirati sam pojav. To pomeni potres, ki prizadene recimo četrtino Slovenije, poplave, ki prizadenejo celotno Ljubljano z zaledjem in vse ostalo. Tukaj recimo imamo na razpolago zelo močna orodja, ena od najmočnejših je LIDAR. To je lasersko skeniranje terena in relativno malo recimo še ljudi ve, da imamo Slovenijo posneto s 5 točkami na kvadratni meter. To je za nas super orožje in zato to že lahko imenujemo Big Data. Podobna stvar pri potresih, kjer nadomešča recimo ta posnetek terena kar register nepremičnin, ki je bil v osnovi narejen sicer za davčne namene, ampak predstavlja ogromno zakladnico analitskih podatkov, ki omogoča vrednotenje naših stavb in recimo njihovo potresno odpornost, hkrati pa omogoča, ali bomo lahko ugotovili, kakšno je stanje teh stavb na podlagi modela po potresu. Druga zadeva, kamor se pa potem premikamo, je pa seveda koliko prebivalcev, koliko ljudi je ob določenem dogodku prizadetih. Tukaj se seveda uporablja za začetek register prebivalcev, ampak naprednejše metode recimo za sledenjem agregatnim seveda sledenjem, tukaj treba paziti na zaščito podatkov, pa omogočajo seveda tudi natančnejše pozicioniranje prebivalcev in vrednotenje njihove ogroženosti ob različnih urah dneva celo, kar nas v vsakem primeru bolje pripravlja na take dogodke, kot je na primer potres, pa predvsem omogoča bistveno boljše oblikovanje odziva na tak dogodek, ki je na nek način nepričakovan. Po drugi strani se moramo pa tudi z Big Data na big dogodek čim bolje pripraviti.